še zadnja stvar, ker moramo iti, je eventi, ki prihajajo ta mesec, ker zdaj bo 2 meseca noro. Honestly, conventions in general bi bilo fajn umeniti. Pač, ker že z naslednjim tednom od današnjega dneva, ko prije to online, moramo datume dati. Kva bo? Okay, so Marko? 15. april... Ne, ker zdaj sobota se že dogaja nekaj. Okay. A bi promovirali? I mean, it's not really anime related. Se so, ni. Pa tudi, ko bo to vam prišlo, ne bo. Je že konc. Exactly. So, ko bo ta epizoda zunaj, bo to še vedno relevantno. Torej, 15. april se bo v Cankarjevem domu, mislim, da bo 8 uri zvečer, dogajal simfonični orkester. In to je pač nekaj novega. Ne? Anime simfonični orkester. I keep getting ads about that? Ja. For sure. Mi trenutno... Verjetno se pune promovira. So anime trenutno rana nagradno igro, 2x2 vstopenci, lahko pač pogledate na naše sociale. Pa mi vsi tam. Mislim, da dokler bo ta epizoda zunaj, bo nagradna igra še vedno trajala. Gre pa v bistvu za eno povsem novo simfonični orkester, povsem novo skupino, ki bo pa pač pela, skladatelji oziroma ne skladatelji, ampak pač izvajalci bojo pač peli anime songe iz anime filmov, anime serij in tako naprej. Ful si ne znam predstavljati to, tako da to bo tako zanimivo. Spremljal jih bo orkester in to bo pač nekaj novega. Rekli so tudi, da bo video nekaj vzadnji za njim. In tudi vizualna spremljava bo, da to si ful predstavljam, tisto Final Fantasy simfonične. Poglejte na naš Instagram, ker tam so vse informacije o tem koncertu. Potem pa čez en teden po tem koncertu je pa... Ok, to je bilo 15. april, tako da potem en teden kasneje. 22. april je pa Umiko na vrsti, se pravi... Umiko! I'm gonna be there! First anime convention in Sloveniji, ja. Bom imela art table. Yes. Come and visit me! To in pa se pravi, to je drugo leto, se mi zdi zapored zdaj Umiko. Ja, ko so zdaj v Postojni, ne? Mislim, ne. Še vedno je osnovna šola Koper, kolikor vem. Ja, mislim, Umiko je bila prva konvencija po koroni v Sloveniji. Ja, true. Torej, letos naj bi bil program precej razširjen, veliko več naj bi bilo artist tablov, tako da za denarnico sprazniti bo veliko več priložnosti imamo. In se pač precej trudijo, ne glede na to, da so lani imeli pač vstopnino, letos bo tudi, kar pomeni, da nekaj budžeta prišlo in je normalno. Program se bo razvil, tako da pač exciting. Se to mora iti naprej. Lepše vreme bo, bolj toplo bo, tako da ni razloga. Pa na morju lepo vreme bo, sončno bo, zih bo sončno. Zihar bo sončno, na vseh teh eventih, kakor so Mofuko, nikoli sneg ne pada, jaz sem prepričan, da bo takrat tudi full sonce sijalo. So, more convention. Yes, for sure. In tako, pejte pogledati v Koper, ker bo full zakon. 22. april. To je pa na spletni strani, na spletni strani je več informacij. Umiko, prav Umiko je. Potem pa, v bistvu to je to za april, bo pa še, zadeve se bojo dogajale še maja. Throughout the year, se pravi... Mislim, pole en teden pauza, pa naslednji teden od tistega tedna... Ne, ni pauza. Zakaj ni pauza? Zato, ker imamo Gaiden podcast naslednji. Oh my god, samo res. Tiste zadnja sobota spet. Kaj pa je to? Kaj je Gaiden podcast? Kaj je Gaiden podcast? You are on a Gaiden podcast right now. This is the Gaiden podcast. This is the simulation. Yes. Če pogledaš, zdaj začenjamo epizodo, ne? A to bo... Ven bo takrat prišel. Ne, mi snemamo vsako zadnjo soboto. Ok. Se pravi, epizode podcasta prehajajo vsak konc. I'm sorry, I didn't know the title. Yes. It's in the logo. Tak lepo, ko. It's in the logo. Ja, tak lepo. Ko tule kaže. Čeprav ne piše podcast, kaj je to? Zakaj je samo Gaiden? Ja, I'm dyslexic, I don't read. I'm so sorry. I see letters, I don't see the words. Se ne bomo ustavili pri podcastu. In any case, na podcastu bo gostja predsednica Umika. Tako da ravno, ko bo Umiko in pol pa lahko... Tako kot smo imeli za Umiko. Ugotovimo, bomo lahko povzeli. Lahko pove feedback od... For sure. Sem prepričan, I'm interested in that. Meni je bilo tudi ful zanimiva tista epizoda, ki je... Shine. Ja, Shine. Zanimiva informacija povedal.
prezidente. Prezidente, ja. Obiskovalci pač preprosto ne morejo vedeti behind the scenes stuff, ne? Tako da to je dobra priložnost, da se zveš. It's something. In potem naslednji teden, 6. maja, se dogaja na meji nevidnega. I'll also be there. Come visit me. More conventions. Še več conventions. Oh my god. Na gospodarskem, ne? Tako da to se dogaja na gospodarskem razstavišču. Spet tisti, ki sta fani bolj fantazije. To je pač predvsem tako geek Comic-Con kind of culture. Ja, western fantasy. Ja, exactly. Not JRPGs. Ampak niso samo, sej tudi artist kot je Mu tam predstavlja. Predstavlja naš anime. There's anime there. Ja, definitivno se vsi te geek culture se to zbere. Veš, kaj mi je bilo zanimivo, ko sem bil prvič na NMN-ju, to je bilo 2019. Yes. Ali 2020, kdaj je bil nazaj, mislim 2019 je bil, pred korono. Pač, kakor si rekel, načeloma pač neke vrste Comic-Con, anime niso tisti v ospredju, ampak se je pa vse skozi vrtela v ozadju anime muska. Tako Fairy Tail, OST pa, ja. Sam je kar velika razlika med Comic-Coni pa med anime-Coni. Gosti so veliko večkrat družine. Na Comic-Conih, ker so starejši več v Comic-Conih, pač anime convention imajo mlajše. Ja, anime družba še raste. Ja, sej zato. Smo še dobro postali odrasli. Če smo komaj 2000 noter padli, stravimo še malo. Zdaj pa, ja, mislim, da mogoče ta western content je bolj dostopen bil že tem starejšim. Harry Potter, na primer, to pač Superman je iz 30-ih. Tisti, ki so ga brali, ko je to ven izhajal, 90-ih, so lahko navdušili svoje otroke. Ja. Vse še bo. Tako da, če želite pač več o dogodkih videti, pejte na naš YouTube kanal, ker tam imamo promote in za Umiko in za NMN, tako da lahko vidite preproste izseke. Pa ne pozabite lajkati, pa subscribati. All that stuff. Samo res, tega nikoli ne rečemo, kaj s tem? Like and subscribe. Veliko ljudi, ki nas gleda, ni subscribanih, mislim, da 70%. Oh my god, kjera statistika. Ko odprete video, dajte stisniti še na sub. Don't do it. It's a trap. Share. Oh yeah, share for sure. Like, whatever. Make our algorithm go boom, boom. Zadnja stvar je pa Aruko. Aruko je pa še en obalni convention, AnimeCon, ki ga pa, še en obalni convention v Kopru, ki ga bo delal pa Bojan Planinc. Oh my god, can I have an art table there? Ja, moraš Bojana poklicati. Marketiri se zdaj. Bojan, call me. Tako da Čekaj, kdaj? 13. maj. 13. maj. Maybe I can make another mascot. For sure. Tako da velik priložnosti za anime fane, za fantasy fane, da se pač družite, vidite, kupite, whatever. Like, tako da fun couple of months. Pestro. Veliko je tudi v Avstriji konvenčnov. V Avstriji je ogromen konvenčnov. Jaz priporočam. Hanamikon. Hanamikon? Zakaj specifično Hanamikon? Ni tako velik, ampak je pa ful kvaliteten. Ja, pa blizu je. Graz. Ni v Vieni, ni daleč. Tako da. No, take avstrijske konvenčne, pa to je dobro, kako grupo ustvariti, najdeti anime fane. Se imaš nekam na kon. In narediš road trip. Se imaš puno takih. Oni, ko cosplayajo, se ful dobijo, pa vse se ful splača, ful je zabavno. Jaz v Avstrijo hodim na konvenčne tudi že od mojega 15. leta. Vsak let grem na Aninight. Pa mogoče za tiste, ki se bojijo, recimo, ljudi. Nemško govoreče populacije. Exactly. Pa zelo so topli, tako res se da pogovarjati z njimi. Tudi spletne strani so zmeram bolj v angleščini, zmeram več je... Mislim, ogromno Slovencev je že toliko v avstrijskih konvenčnih. Tako da boš našel si kolege. Sem začni govoriti slovensko in se bojo tako nabrali. Ne, tako se pogovarjajo slovenski. Jaz sem tudi Slovenija, tako mi mojega art table. Živijo, jaz se vem, kje si. Pa začneš. No, it's fun. Ok, cool. Ne pozabite se subscribe, res, ker nam bo ful pomagal. Lajkite epizodo,
šerite po svojih družbenih omrežjih. Come check me out on Twitch. Pointless move. Čekirite njen Patreon, čekirite njeno stran, pejte na njen Twitch kanal, pa tam spamite, sem ne preveč čudnih stvari, ki vas bo banala. Ja, no bullshit policy imam. Ok, se slišimo vidimo naslednji mesec. Hvala, ker ste me povabili, I had a lot of fun. Thank you for coming. Ja, hvala, da si prišla. Ok, čau. Bye bye.